Podjetje Kovinarstvo Bučar išče sodelavce s pomočjo oglasnih plakatov. Uspela s peko pasjih priboljškov. Malo zanimanja za cepljenje proti klopnemu meningitisu. Pozdravljeni. Potem, ko iz Maribora in okoliških občin že več let poročamo o propadanju podjetij in odpuščanju delavcev, imamo tokrat bolj spodbudno zgodbo. V Kovinarstvu Bučar iz Miklavža, kjer se ukvarjajo z izdelovanjem strešnih žlebov, nameravajo do konca leta zaposliti vsaj 10 delavcev. Zaradi širjenja proizvodnje bodo z zaposlovanjem nadaljevali tudi v prihodnjih letih. V družinskem podjetju Bučar se s stavbnim kleparstvom ukvarjajo že skoraj 50 let. Vajeti sta pred kratkim prevzela ustanoviteljeva vnuka Gregor in Primož, kar tretjina njihovih izdelkov konča na tujih trgih. Tako da Avstrija, Nemčija, Italija, Švica, tudi. Imeli smo nekaj projektov na vzhodu, recimo Belorusija. Prihodki strmo naraščajo, lani so ustvarili dobrih 5 milijonov evrov, dobiček pa vložili v investicije. V skupini KB v Sloveniji in Avstriji trenutno dela 60 ljudi. Nujno potrebujejo svežo delovno silo različnih profilov. Se pravi tržniki, prodajniki in pa proizvodnja v Avstriji, v Linzu. V prvi fazi 10-11 in tako bo se faze sledile. Bolj kot ne si pa želimo za sodelavce prav Slovence. Gregor Kodrič tukaj dela dobro leto, s plačo in vzdušjem je zadovoljen. Glede na te čase je to zares dobro, da se podjetje širi, da dela na produktivnosti in povečanju proizvodnih procesov. Podravski delodajalci sicer leto zaposlujejo bolj kot lani, a še vedno gre večinoma le za kratkotrajne zaposlitve. In mi smo zelo veseli vsake priložnosti za vsakega posameznika, ker teh priložnosti, da bi rekli 10 zaposlitev v enem podjetju, to je že redkost. Stopnja brezposelnosti v Podravju tako ostaja katastrofalno visoka, 16-odstotna. Še posebej kritično je v Mariboru, kjer je brez dela skoraj 19% ljudi. Pasje življenje za mnoge slovenske domače ljubljenčke resnično ni zelo pasje. Zadnje leto pa lahko slovenski štirinožci uživajo tudi v pravih pasjih gurmanskih poslasticah. Da je z dobro poslovno idejo mogoče uspeti tudi v teh neugodnih časih, dokazuje mlada Mariborčanka, ki je lani na obrobju mestnega parka odprla prvo pasjo pekarno v Sloveniji. Leto dni kasneje so njene rojstnodnevne pasje torte iz naravnih sestavin, keksi za alergike ter brezmesne in dietne pasje poslastice krepko prerasli meje domačega mesta. V tem času smo se razširili malo po Sloveniji, odprli še eno franšizo v Kopru in eno lastno prodajalno v Ljubljani. Med drugim smo se razširili tudi v tujino, odprli franšizno prodajalno v Zagrebu. V načrtu imamo za konec leta še Celovec in Graz. Na naših policah pa je že več kot 40 različnih lastnih produktov. Pač nekaj posebnega so prav te naše tortice, ki so bez posebnega recepta, brez jajc in brez moke in so pač primerne za vse kužke, tudi tiste, ki imajo različne težave. In ljudje so pač mogoče prevzeli malo to ameriško miselnost in živali, svoje kužke sprejeli kot družinske člane in jim prirejajo pač rojstnodnevne zabave. Ker mariborska pasja pekarna stoji na obrobju parka, so njeno ponudbo v minulem letu dodobra spoznali številni ljubitelji psov. Pasji lastniki so se navadili, ampak bolj so se kužki navadili, ker vsakič, ko grejo na sprehod, prav potegnejo pač k nam, so se navadili, da tu nekaj dobijo, so si zapomnili in prav vlečajo že preko ceste k nam. Za konec pa še nasvet za uspeh iz prve roke. Dobra ideja. Kot drugo pa mogoče ne gledati na to, kako bi čim hitreje nekaj zaslužili, ampak začeti en posel iz neke ljubezni do nečesa. Ker v bistvu, če nekaj rad delaš, se nekaj trudiš, z veseljem delaš, potem uspeh zagotovljen. V lenarškem podjetju Prevent Halog naj bi po naših informacijah v kratkem brez dela ostalo skoraj 600 ljudi. Podjetju, ki izdeluje avtomobilsko konfekcijo, naj bi namreč nemški naročnik preko noči prekinil vse pogodbe. Vodstvo Preventa Halog danes za naša vprašanja ni bilo dosegljivo, so pa nad informacijo zaskrbljeni v občini in območni enoti Zavoda za zaposlovanje. Brezposelnost v Lenartu bi se namreč s tem zvišala za 100%.
Delavci v lenarškem preventu Halok so bili nemalo presenečeni, ko jih je direktor podjetja seznanil, da naj bi bil njihov naročnik Mercedes-Benz konec minulega tedna odpovedal vsa naročila s pojasnilom, da bo to delo odslej opravljalo podjetje na Češkem. Za naše vprašanje v podjetju skoraj 600 zaposlenimi niso dosegljivi, so pa nad informacijami zaskrbljeni na občini in Zavodu za zaposlovanje. To pomeni, da bo 1/4 delovnih mest v naši občini, v našem mestu bo izgubljenih. To lahko rečem, da je za našo območje spet vrnitev v stanje, ki smo ga mogoče imeli konec lanskega leta. Lenart je namreč tudi zaradi bližine Avstrije beležil najnižjo brezposelnost v regiji, le 10%, skupno 350 brezposelnih. V zadnjem času izredno so se povečali socialni transferi. Pričakujem tukaj, da bodo ti problemi še večji. 500 na 350 je velika številka. Tudi če jih pride samo 300 na urad za delo Lenart, je to podvojena številka, torej podvojena brezposelnost. Zaposleni v podjetju, ki pred našo kamero niso želeli krivdo za izgubo poslov, pripisujejo lastnikoma, bratoma Kenanu in Damirju Hastorju. Ta naj bi, potem ko sta prevzela podjetje od očeta Nijaza, postala pogoltna na denar ter višala cene izdelkov. Mariborska redarja sta bila včeraj tarča voznika starega okoli 35 let, ki je napačno parkiral svoje, sicer tudi neregistrirano osebno vozilo. Ko sta redarja fotografirala vozilo in od lastnika zahtevala dokumente, vozila in vozniško dovoljenje, se je moški odpeljal. Ob tem je redarju zapeljal čez nogo in ga lažje telesno poškodoval. Policisti neznanega storilca še iščejo in ga bodo, ko ga izsledijo, kazensko ovadili zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja, preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi. Ja, tu sta seveda dva postopka. Prvi je tale, ki ga še redarji izvajajo, torej vodijo zaradi nepravilnega parkiranja, nedostojnega vedenja, neupoštevanja navodil redarja. To vodimo mi postopek prekrškovne. Seveda je bila prijava takoj podana tudi policiji. Policija pa skladu s svojimi zakonskimi pooblastili vodi svoj postopek. V Pesnici pri Mariboru je nekaj minut čez polnoči zagorelo v podstrešnih prostorih zdravstvenega doma. Ogenj je uničil okoli 220 kvadratnih metrov ostrešja, celotni zobotehnični laboratorij in prostore za fizioterapije. Trenutno so zaprta tudi vrata zasebne ambulante splošne medicine, paciente pa napotujejo drugam. Morda so zaradi vode, ki je odtekala v spodnje prostore, uničena tudi zdravila v tamkajšnji lekarni. Pri gašenju so se lažje poškodovali 3 gasilci, 2 je zaradi vdihavanja dima postalo slabo, 1 pa je zaradi ureznin poiskal tudi zdravniško pomoč. Gmotne škode je za okoli $500 000, vzrok požara še ni znan, sumijo pa, da je prišlo do kratkega stika na električni napeljavi. Zagotovo pa gre za veliko izgubo za naše občane, za potrebe zdravstva, bodo pa seveda sedaj nastale določene težave in omejitve, zato bomo poskušali skupaj z gospodom Šaupelnom, ki je lastnik tega objekta, maksimalno se potruditi in z skupnimi močmi odpravljati tisto, kar je v naši moči, tako da bi lahko občanom in občankam in tistim Mariborčanom, ki obiskujejo ta zdravstveni dom Korona, omogočili čim prejšnjo in čim hitrejše možnosti obiska. Oblikovanje koalicije in vlade sta osrednji domači politični temi. Poglejmo, o čem so danes potekali pogovori. Predsednik državnega zbora Milan Brglez je bil dopoldne na delovnem sestanku pri predsedniku države Borutu Pahorju. Pogovarjala sta se predvsem o ustanavljanju poslanskih skupin, s katerimi je povezano tudi posvetovanje o imenovanju mandatarja. Pahor je po srečanju povedal, da bo od ponedeljka do srede opravil pogovore s poslanskimi skupinami o predlogu mandatarja. Če bi se pokazali jasni obrisi koalicije, bi predlog za mandatarja lahko državnemu zboru predlagal 18. avgusta. Državni zbor pa bi o tem lahko odločal 22. avgusta. Gospodarsko ministrstvo je v javno obravnavo dalo osnutek novele zakona o gospodarskih družbah, ki naj bi med drugim zmanjšala administrativne ovire pri računovodskih izkazih podjetij. Opredelila dodatne omejitve, ki bi preprečevale veriženje podjetij in namesto tihe družbe uvedla partnersko družbo. Pripombe zbirajo do 30. septembra. Ponedeljkovo neurje je na območju občine Dobrova Polhogradec sprožilo okoli 50 plazov, uničenih je med 30 in 50 km cest, makadamskih praktično ni več. Odneslo je 4 mostove, tako da je do ene družine onemogočen dostop.
V neurju sta bila poškodovana tudi industrijska objekta ter 10 stanovanjskih hiš. Sanacija cest se tudi danes nadaljuje. Da bi vzpostavili prevoznost cesta, bodo morali gasilci delati še vsaj do konca tedna. Slovensko vojsko se dogovarjajo tudi o postavitvi pontonskega mostu. Po prvih ocenah župana škoda znaša več kot 100 tisoč evrov. V poletnih mesecih se pogosteje odločamo tudi za izlete v naravo, a nažalost je to tudi čas, ko je dejavnost klopov največja. Slovenija je v samem vrhu po verjetnosti okužbe z virusom klopnega meningitisa. Zdravila, ki bi delovala proti temu virusu, ni, edina zaščita je cepljenje, a se zanj odloči še vedno zelo majhen odstotek ljudi. Našega sogovornika prestrežemo ravno pri prihodu iz gozda. Kot nam zaupa, zelo rad gobari, kljub temu o preventivnem cepljenju ne razmišlja. Sem opazil pravi čas in sem ga odstranil, tako da ni bilo problema. Ja, na srečo, verjetno, da nisem naletel na takšnega, ki je okužen. Ne. Cepljenje? Ja, ko smo še bili mlajši, drugače pa ne, pol več. Zakaj ne? Ker se pregledam, ko pridem domov, se celega pregledam, če je kaj, da pravi čas, da še odstraniš to. Pošpricam se za šprejem. Pa cepljenje? Tudi cepljenje sem, ja. V Sloveniji smo v tem letu zabeležili nekaj čez 70 primerov klopnega meningitisa, kar je podobno kot prejšnja leta. Ob tem opažajo postopen porast deleža ljudi, ki se odloči za cepljenje proti tej bolezni. Po edini prevalenčni raziskavi, ki jo v Sloveniji imamo narejeno, se je proti klopnemu meningoencefalitisu kadarkoli v življenju vsaj z enim odmerkom cepilo približno 12% ljudi. Sicer pa ocenjujemo, da je pa popolno zaščitenih, torej za vsemi odmerki cepiva, nekje manj kot 8% Slovencev. Kar pa je v primerjavi s sosednjo Avstrijo, kjer je cepljenih okoli 90% ljudi, zelo malo. V prvi vrsti jaz mislim, da gre še vedno za premajhno zavedanje nevarnosti same bolezni in pa nezaupanje v cepivo, ki pa je dokazano varno in zelo učinkovito. Cepljenje se lahko opravi tekom celega leta, čeprav so seveda najprimernejši zimski in spomladanski meseci, ko klopi še niso aktivni. Najbolj rizična pa so področja Gorenjske, Koroške, Celjske in tudi osrednje slovenske regije. Društvo Zofijini ljubimci na živem dvorišču Gosposke ulice v tem tednu nadaljuje s projektom filmozofskih večerov. Sinoči so predstavili drugi del dokumentarnega filma Skrb za status, ki v ospredje postavlja razmišljanja o pomenu položaja, ki ga človek zaseda v okolju, v katerem deluje. Film Skrb za status je nastal pred 10 leti na podlagi istoimenske knjige, ki jo je napisal švicarsko-angleški popularni filozof Alain de Botton. Sinoči so obiskovalci na živem dvorišču na Gosposki tako lahko videli drugi del in ob tem odpirali vprašanja o pomenu statusa, položaja, mesta na družbeni lestvici kot eni najbolj zaželenih posvetnih dobrin. Poskušamo odpreti prostor za debato, za to, da pač gledalci sami oziroma obiskovalci pridajo in pač ponudijo neke svoje vidike, neke svoje poglede. Običajno zadevo zastavimo v obliki filokafeja, se pravi, da pač imamo nek voden pogovor, v katerem pač so glavni, recimo temu, gostje, ti, ki pač pridajo film pogledati. V sklopu Mediozofije, kot je letos naslovljen cikel razmišljanj o prikazanih filmih Društva Zofijini ljubimci, odpirajo najrazličnejše aktualne teme. Začeli smo nekako z problematizacijo pojavljenosti humanistike znotraj medijev, koliko se v medijih pojavlja humanistika. Govorili smo o oglaševanju, kako oglaševanje nekako reprezentira svet. Govorili smo o tem, kako se ekološke teme recimo vzpostavljajo znotraj medijev. Kritično-analitično razmišljanje, ki ga spodbudi vsak prikazani film, je kritična alternativa medijskemu oglaševalskemu prikazovanju resnice. Mediji so danes za nas zrak. Preveč samoumevni in jih je pač treba na nek način razkrinkati v tem smislu, da pač se jih zavemo, da pač ta zavest o medijih in pa o tem, kaj nam sporočajo, kako nam sporočajo, predvsem to je zelo pomembno. Seveda pa nenazadnje, tako se neko tudi sporočila, ki jih nam podajajo, treba pač nekako razsekati in jih pač secirati, kako se le da. Filmsko-debatne večere bodo nadaljevali s tretjim delom filma Skrb za status v četrtek ob 20. uri na živem dvorišču Gosposka, kamor v tem poletnem mrtvilu vabijo vse razmišljajoče, kritične in radovedne obiskovalce.
Šport nogometaše Maribora, ki so si včeraj na Cipru z neodločenim izidom 2:2 proti Makabiju zagotovili napredovanje v 4. krog kvalifikacije Lige prvakov, so na mariborskem letališču pričakali njihovi navijači. V soboto vijoličaste čaka naslednja tekma, v državnem prvenstvu bodo igrali proti Gorici. Če je bil po prvi tekmi z Makabijem v središču pozornosti strelec edinega zadetka Damjan Bohar, je njegovo vlogo po povratni tekmi prevzel Agim Ibrahimi, ki je Izraelcem zabil oba gola. Kako do zadetka pa je pred tekmo razpravljal z Mitjem Vilerjem, s katerim je v Larnaki delil hotelsko sobo. Pa sem rekel, a boš ti mene dal eno žogo za gol ali ne boš, ker smo cimra in tako je bilo. Za uspeh na nogometnih igriščih je potrebno ob doseganju zadetkov preprečevati nasprotne kombinacije. To je vijoličastim uspevalo na obeh tekmah proti Makabiju. Imamo motoriko, ki je zelo pomembno v nogometu in zdaj še ta taktički del, ki delamo zelo, zelo dobro. Pač kot igraš polušpica, moraš zapreti te zadnje vezne. Le še nasprotnik loči Mariborčane od igranja v Ligi prvakov. In to najverjetneje najtežji. Žreb za 4. krog kvalifikacij bo v petek. Slovenski državni prvaki se lahko pomirijo le z ekipo, ki je v minuli sezoni v svoji državi postala najboljša. To pomeni, da so se ognili državnim prvakom iz najmočnejših evropskih lig. Bomo v petek mogoče kar razmišljamo, trenutno pa si želimo čim prej regenerirati, ker nas čaka že v soboto prvenstvena tekma. Trenutno je znan le eden izmed potencialnih nasprotnikov v 4. krogu. To je beloruski prvak Bate Borisov. Za druge bomo izvedeli nocoj, ko bodo odigrali še preostale povratne tekme 3. kroga kvalifikacij za igranje v Ligi prvakov. Tokrat začenjamo pregled mednarodnega dogajanja na Škotskem. Na Škotskem so pred septembrskim referendumom o neodvisnosti pripravili prvo televizijsko soočenje. Škotski premijer Salmond in vodja nasprotnega tabora Darling sta v razgreti razpravi izmenjala že znana stališča. Prvi je poudarjal, da bo Škotom bolje v neodvisni državi, drugi pa menil, da to prinaša prevelika tveganja. Mesec in pol pred referendumom je sicer prednost, tako kot že ves čas na strani nasprotnikov škotske neodvisnosti. Čeprav je zagovornikom spomladi uspelo nekoliko nadoknaditi zaostanek, je njihova podpora glede na zadnje javnomnenjske raziskave za več kot 10 odstotnih točk nižja od podpore nasprotnega tabora. Na Japonskem so se slovesnostjo spomnili 69. obletnice atomske bombe, ki so jo Združene države Amerike odvrgle nad japonsko Hirošimo. Udeleženci slovesnosti, med katerimi so bili tako preživeli v napadu, njihovi potomci in tuji dostojanstveniki, so se žrtev najprej spomnili z minuto tišine. Japonski premijer Shinzo Abe pa je poudaril, da ima Japonska posebno odgovornost v boju za svet brez jedrskega orožja. Skupina ruskih hekerjev je v več mesecev trajajoči operaciji ukradla dobro milijardo uporabniških imen in gesel z več kot 400 tisoč spletnih strani po svetu. Šlo naj bi za največjo znano krajo gesel v zgodovini, piše ameriški časnik New York Times. Med drugim so hekerji pridobili dostop do okoli pol milijarde elektronskih predalov. Južnokorejski tehnološki velikan Samsung in njegov ameriški tekmec Apple sta se dogovorila o opustitvi vseh medsebojnih patentnih sporov izven Združenih držav. Sklenitvi delnega premirja pa naj bi po mnenju strokovnjakov prispevalo dejstvo, da se Samsung in Apple na vedno bolj zasičenem trgu pametnih mobilnih naprav soočata z vse hujšo konkurenco strani kitajskih proizvajalcev, med katere spadajo Lenovo, Xiaomi in Huawei. Še vreme, jutri bo večinoma sončno, popoldne lahko predvsem na severozahodu nastane kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj Celzija. To je bil dnevnik televizije Maribor, prihodnja informativna oddaja bo na sporedu ob 20. Nasvidenje.